Dobro večer, spoštovane obiskovalke in spoštovani obiskovalci, dobrodošli na današnjem dogodku Knjižnice Brežice. Kot se za obdobje po praznikih spodobi, bo tudi današnji večer obarvan zdravja. Tokrat nam bosta nasvete in napotke za izboljšanje našega zdravja ponudila Drago Klanšček in dr. Helena Jeriček-Klanšček. Lepo vaju pozdravljam v imenu Knjižnice Brežice in direktorice, ki je danes odsotna. O postenju poučujeta že več kot 10 let. Do raziskovanja postenja so jim privedli težave, nelagodje in problemi, ki so jim slabšali kvaliteto življenja. Tako sta zgodaj začela raziskovati načine, po katerih bi bila zdrava, srečna in zadovoljna. Ugotovila sta, da je najtežje delati to, kar govoriš, in biti zvest sebi. Obenem biti dovolj pomišljen, da si pripravljen pomagati drugim, tako, da jih podpreš v njihovih močnih točkah, ter jim pomagaš, da se spet povežejo s svojimi notranjimi močmi in potenciali. Da si se pripravljen učiti od vseh in vsakogar. Njun cilj je stalen razvoj, tako vselej raziskujete različne načine postenja, prehranjevanja, gibanja in sproščanja, ter iščeta nove poti spreminjanja in sprejemanja novih vzorcev. Veselimo se znanja, ki ga bosta današnja gosta z nami delila, zato predlagam, da jima prisluhnemo in jima predajam besedo. Izvolite. Ja, lepo pozdravljeni. Jaz bom začela. Najlepša hvala za povabilo. Sva zelo vesela zdravitelj, da sva danes tukaj z vami. Pa me zanima, kdo izmed vas bi mogoče želel imeti več energije, kot jo ima zdaj. Lahko dvignili roko mogoče. Super, nekaj vas je, to pa ne, nekateri tudi ne. Ok, hvala. Kdo bi se pa boljš počutil? Še boljš, kot se zdaj počutil. Lahko dvignete roke? Aha, mogoče kdo ne? Ok, hvala, super. Prišli ste na pravo mesto. Moje ime je Helena, kot je bilo že rečeno, torej Drago in z veseljem bova danes ta večer delila z vami nekaj najinih izkušenj, tudi o tem, kako mogoče prideti do več energije, boljšega počutja. In na začetku bi se vam rada zahvalila, da ste prišli, ker pravzaprav bi lahko bili tudi kje druge. A je res tako? Kdo izmed vas bi bil lahko zdaj kje druge? Vsi pravzaprav, ne? Tako da hvala, da ste si vzeli čas, zato da mogoče slišite nekaj novega, da spoznate nekaj novega. Tako da to je vedno zelo dobrodošlo, Mila se zelo rada učiva, praviva, da se stalno učiva, vedno je nekaj novega, kar se lahko naučiš. Tako da, in če vam je v redu, vam bomo danes zaupala nekaj, bom rekla, informacij, nekaj napotkov, kako se sploh postiti. Midva ne samo, da raziskujeva postenje, tudi prakticirava to, tudi vodva skupinska postenja, tako da imava kar nekaj izkušenj, teoretičnih, praktičnih, tako da bova z veseljem te izkušnje, to znanje delila danes zvečer z vami. A je preden nadaljujem, vam v redu, da še na kratko povem nekaj o nama? Kaj bilo to v redu? Ok. Se pravi, jaz prihajam z Nacionalnega inštituta za javno zdravje, tam sem zaposlena, pa Drago to pomaga malo voditi, tudi ta postenja. In se že v bistvu več kot 15 let ukvarjam z zdravjem na različne načine, sem tam raziskovalka, napisala sem že več kot 10 knjig, pa veliko člankov na različne teme, ukvarjam se tudi s stresom, v zadnjih letih tudi s prehrano, s gibanjem, zdravim življenjem, tako rekoč. Zdravim tam pa seveda raziskujeva skupaj, kako živeti čim bolj zdravo, srečno in zadovoljno. A je to nekaj, kar bi bilo tudi za vas mogoče zanimivo? Super. Drugače tudi malo predavam na medicinski fakulteti, malo predavam na fakulteti za zdravstvo Jesenice, potem predavam na fakulteti za psihoterapijo, oba sta tudi psihoterapeuta med drugim. Zdaj, bom rekla, trenutno sem zelo zdrava, zadovoljna s svojim življenjem, upam, da se to tudi kaj vidi na mojem obrazu ali pa iz načina, no? Ampak ni bilo vedno tako. Nisem bila vedno zdrava in zadovoljna in srečna. Pravzaprav, ko sem bila majhna, sem bila zelo bolna. Stalno sem bila bolna in če si lahko predstavljate, sem bila tudi na debelem rtiču, kamor hodijo otroci, ki so zelo bolni. Poznate to verjetno. Tudi Drago je imel zelo veliko zdravstvenih težav že kot otrok. Imel je pri 14 letih povišan pritisk, pri 16 težave z želodcem. Jaz pa se pravim, sem imela stalno angine, vse živo, pljučnice, vse otroške bolezni sem dala čez.
Torej, oba sva takšna, da nisva, bom rekla, idealna, ni vse super, nimava idealnih genov, bi danes rekli, ne? Ampak kljub temu danes se ve, tudi če nimaš idealnih genov, da to, kako ti živiš, zelo vpliva na to, kako se boš ti počutil. In to je nekaj fajnega, ne? Se pravi, tudi če nimamo najboljših genov, lahko sami zelo veliko naredimo, da se boljš počutimo. To je pa dobra novica, ne? Super. In zdaj pa, če pogledamo ta naslov, oziroma tle imamo enega gospoda, mogoče kdo ve, kdo je to? Tle eno gospod. Ta gospod je že zelo star, prihaja iz kje, mogoče kdo ve, kdo lahko si upa, kdo je vliva, oče medicine, mu tudi pravijo, že kdo kaj ve, Hipokrat, ja, to je Hipokrat, in on prvi omenja že post, da si lahko predstavljate, postenje omenja. Italija gospod, mogoče kdo ve, ena igralka je, kar znana, Jennifer Lopez poznate seveda, ona tudi prakticira postenje. Se pravi, v bistvu je to ena postenje, razstrupljanje, v bistvu ena stvar, ki se vleče pravzaprav, je že zelo stara, to ni nič novega. Ne? In ljudje so se skozi tisočletja že pustili in še tudi danes se. Taki zelo slavni ljudje, ki dobro zgledajo. In mi bi tudi radi dobro zgledala, je tako? Super. Zdaj vse to, kar bova midva danes govorila, seveda nimava namena odvračati vas od zdravstvene pomoči ali medicinskega zdravljenja, to je zelo pomembno, da vam povem, ampak da je to le spodbujanje bolj zdravih življenjskih navad, ki vam lahko pomagajo, da boste še bolj zdravi in še bolj zadovoljni. Zdaj me pa še spet nekaj zanima, ker vem, da vi še zelo veliko veste in zdaj imam eno vprašanje spet za vas, in sicer, kdaj ste nazadnje pospravili stanovanje? Koliko časa nazaj? Kako pogosto pospravljate? En teden, vsak dan pospravljate stanovanje, eni vsak dan pospravljate, eni enkrat na teden pospravljamo, ne, generalno, eni ste bolj pridni, eni enkrat na mesec mogoče samo, a je tako? Super. Kaj pa, kdaj ste nazadnje servisirali avtomobil, tisti, kolikrat na leto ga servisirate? Enkrat vsaj moramo, ne? Zdaj, če potrebno včasih še večkrat, ampak zdaj so kar dobri avtomobili. Zdaj, če bi vas povprašala, kdaj ste pa nazadnje sebe malo servisirali, ali pa bom rekla počistili? Zdaj, ko sprašujem po novem letu, ne, da smo vsi, a je kdo med novim letom mogoče malo preveč jedel? A je kdo preveč pil mogoče? Ampak ne vode. A je kdo premalo spal? Ok, se pravi, kako pogosto si pa znamo vzeti tudi čas zase in tudi servisirati, bom rekla, svoj organizem ali pa mu dati malo počitka? Koliko pogosto to naredite? A kdaj naredite sploh to? A si rečete, danes smo pa večkrat privoščila mojemu organizmu večkrat počitka, zdaj kaj to pomeni, ali pa razstrupljanja, ali pa en dan posta, ali se kdo že kdaj pustil? Luna. Aha, kako ste se pa pustili? Kaj ste takrat jedli ali pa pili? En teden. Samo vodo? Pa samo čaj. Samo čaj? No, pa nas dobite več kot samo vodo, pa samo čaj. Bomo degustirali, kaj pri nas lahko dobite, ko ste na postu, ni čist na vodi, ni samo na čaju, je tudi voda v čaj, pa so tudi sokovi. Ampak ne bom zdaj vsega povedala, še moram stati skrivnost, ne? Mi želimo, da je naše postenje čim bolj varno, ampak hkrati tudi učinkovito, ne? Tako da smo našli eno tako kombinacijo, da je zdrava, učinkovita, da imate vi največ od tega, da se da to nekako preživeti, da sploh ni tako hudo, celo fajn se imamo, da zdaj trudno piševa knjigo o happy fasting, se pravi veselo postenje, se pravi ne to nekaj kot muka, ampak nekaj, da se imamo fajn. In tle tudi nekaj naših, bom rekla, postnic, ki so že bile pri nas, pa bodo mogoče povedali, kako je bilo kakšna izmed njih, kako je bilo pri nas, da ni tako grozno, kar se mogoče sliši na prvi pogled. Ja, tako da zdaj bom pa predala že ter besedo Dragotu, da bo še on malo kaj povedal, ne, pa bom pa še jaz malo se kasneje vključila o postenju, razstrupljanju, o ohranjanju telesne teže, vse take stvari, bo zdaj Drago nečka načel. Se slišimo? Ja. V redu. Funkcionira. Razstrupljanje, a vam je poznano? Ja. A se je treba razstrupljati? Kaj mislite? Glejte, tako, če poslušamo, naprimer, kaj se, ali pa pogledamo v naravi, živali se ne razstrupljajo, ne? Jaz pogosto slišim, glejte, v naravi se noben ne razstruplja, zakaj bi se moral jaz razstrupljati? Imate kakšno idejo, zakaj bi bilo to sploh potrebno? Razstrupljanje je potrebno, ne? Ampak, glejte, tukaj le, mogoče sem navid preveč dober, sem videl, sem
prej gledal dodaleč. Na levi strani imate enega smeškota, na desni strani imate pa enega, ki se glih ne smeji. Ne? No, rečemo včasih, njega ni, se pravi, upravno ni. Mi smo se skozi evolucijo razvijali. In mi smo dobili tudi izločala, veste kaj je to? Izločala 5 organov. Pljuča, ledvica, jetra, kožo in tako naprej, z določenim namenom. Namen je preprosto zato, da se iz telesa odvaja toksične snovi. To pomeni, da je to čist naravno, da se izločajo toksične snovi, da se ustvarjajo v našem telesu toksini. Mi, na primer, ko pojemo nekaj, pojemo kosilo, večerjo in tako naprej, ne gre drugače, da se to ustvarja. Rečemo, avtomobile ste navajeni si voziti. Si predstavljate, da bi avtomobil šel naprej, pa brez, da bi se vzadi kadili. Izpušni plin. No? V tem smislu, tako da bo bolj jasno, da to je normalno. Ampak edina stvar, ki je, če bi to tako vse poteka še zdaj, da bi bilo tako enostavno, res ne bi rabili razstrupanja. Ampak ta desni, vidite, to je tele puščice noter, vidite, koliko več jih je, koliko jih je bilo včas. Ne vidite dobro, ampak obremenitve na naš organizem so bistveno večje zaradi pogojev, v katerem mi zdaj živimo. Vsako leto sem bral, da pogrunta je ne vem koliko kemikalij, novih, ki jih v naravi ni, na katere naš organizem ni pripravljen. Naša voda, tisto, kar pijemo, veste, da je klorirano. Naprimer, monokoča klor dodajajo. Hrana, ki se jo kupuje, je polna pesticidov. Pogosto, tista običajna, če ne gledamo, da je eko in tako naprej. Naprimer, kaj se še kozmetika vsebuje določene kemikalije, ki delujejo kot hormonski motilci. Naprimer, ne. In vse to dejansko obremenjuje bolj izločala naša, kakor je pa potrebno. Mislim, oziroma kakor zmorejo. No in zato je razstrupljanje potrebno. In en od mitov, v katerem je potrebno, da se zavedamo, se pravi, da razstrupljanje ni potrebno in da se telo lahko v zdajšnjih pogojih samo razstruplja, to je dejansko mit. Mi rabimo pomagati našemu organizmu, da se razstruplja. Kakšni so problemi? Problemi so v tem, da se zaradi tega ustvarja več pogojev za ustvarjanje bolezni, da se ustvarja manj energije, enostavno nimamo energije za tisto, kar bi rabili, in tudi tveganje za bolezni je vedno večje. V našem telesu je enostavno, rekel, kodna tehnica. Na eni strani imamo sposobnost, kako se izločajo določeni toksični snovi iz našega telesa, na drugi strani imamo pa vnos strupov. In če to naše izločala zmorejo, potem ni problema, kolikor hitro, pa enostavno se prevesi tehnica, da naše izločala ne zmorejo več toksične snovi, ko se ustvarjajo v našem telesu, potem nastane problem. No in fajn se zaveda, da z leti se ta sposobnost slabša. Nekdo, ki je 20 let star, veliko lažje prenaša to, kot nekdo, ki je na primer 50, 60, 70, da nam še naprej naštevo. Logično, ne? In, glede, nekateri ustrajajo na tem, da počnejo iste stvari sami sabo, se pravi, iste življenjske navade, ko smo jih imeli, na primer, na 20 letih, nadaljujejo tudi pri tem, ki so pri 50, 60, 70. Ampak organizem pa ni isti več. No in modro je, da se nekako prilagodimo, se pravi, svoje življenjske navade s spremenjenim sposobnosti našega organizma. In takrat imate večje možnosti, da ostanete zdravi. Jaz sem pri sebi opazil, da vsakih 10 let približno se moral nekaj spremeniti. Ker enostavno se je tako dogaja. Naprimer, kaj sem? Pa 30 letih sem čisto spremenil prehrano in sem postal vegetarijanec. In sem mislil to, da bo, evo, to je garancija za cel življenje, da se bom večno zdrav. Evo, pridemo 40 leta iz sploh mi ni bilo nič jasno, predicem sem začel, imel sem takrat, moja teža bila na 12 kg več kot zdajle, naprimer težave v tem predelu, sprvavo in tako naprej. 2 leti sem gledal, kaj je narobe, iskal rešitev, dokler nisem najdel in to bil post in še ena terapija, ki se reče hidrokolon, ki so včajali, zdaj ni več dovoljeno v Sloveniji. In je to rešil težave, ne, naprimer. Post. Se pravi, Karina še vprašala vas, da kdo si zapustil, neki se vas je že. Naprimer, evo, lejte, kaj je tale modri mož, na katerega se medicinci, s
sklicujejo reko okrog posta. Če ješ, ko si bolan, hraniš svojo bolezen. Glejte, še naprimer, kaj se mehni otroci, ki so živijo tako, ko bi rekel, instinktivno, ki manjše razvit ta instinkt, ko se bolijo, ne jejo, enostavno se jim upira hrana. Kaj pa starši? Ponovadi smo sil otroke, ne, da ne jejo, ker nismo še vedeli to, da ni to dobro. Ne? In živali, naprimer, kaj se, imate kuže tak izbolov, kaj naredi? Ne bo jedo, ne? Malo vode, evo, in to je to, pustem ga prmije, ne, da gre skozi. To je instinkt, pravzaprav, da je tako odreagiral. In fajn upošteva določen instinkt. Vprašanje, ali mislite, da je post nekaj naravnega, kar je za vsazga? Kaj mislite? Je to za vsazga ali je to sam za posebne ljudi? Kako? Za vse. Kaj mislite, zakaj se ljudje tako težko odločamo za post? Je lušnjest, da je normalno. Glejte, postimo se pravzaprav vsi. Vsi tukaj v tej sobi se postimo. Kdaj? Ko spimo, piše zadnji, ne? Ko spimo. Se pravi, tistih 8 ur, takrat, ko ne jemo, takrat se dogaja postenje. Kdaj se dogaja najboljša regeneracija, rečemo, če gledamo 24 ur v človeku. Takrat, ko spimo. Če ne spite, lete, takrat par dni ne spite, imate lahko hude zdravstvene probleme, če to še dalj časa traja, da umreš od tega. Se pravi, to je zelo resna zadeva, ne? No in zdaj, naprimer, je poznana stvar, da se teh 8 ur, ko se drugače pospimo in takrat se tudi postimo, da se da to tudi razširiti. In zdaj se da veliko prebrati tudi na internetu o tistem 16-8. 16 ur ne ješ, 8 ur ješ, ne? Se pravi, da razširite na 10 ur ne jete, od 8 pa na 12 ur, pa na 14 ur, pa na 16 ur, pa lahko še kaj več, ampak da ne bomo pretiravali. To je samo tako migrede, da niso samo take variante, da ste več dni na postu. Čisto običajno je, da, naprimer, da tudi tekom dneva, da imate obdobja postenja. To prav zavestno. Ko ne jemo, se postimo. To je fajn, da vedeti. Vsako spanje, post. No, vidite, tukaj smo pa zdaj zelo blizu temu, zakaj je tako pomembno, da dobro spimo. To sicer malo gre ven iz teme postenja, ampak spanje je izredno pomembno in da je kvalitetno spanje. In če ne moramo spati, potem je treba nekaj narediti, da bomo dobro spali, ker se bomo dobro regenerirali in bo ta naš nočni post dober. Se pravi, da bomo se dobro regenerirali, obnavljali in tako naprej. No, to je mit številka 2. Se pravi, post je samo nekaj nenaravnega, težkega in samo za posebne ljudi. Glede, to vsi počnemo, sam večina tega naredi. No, to sem omenil, se pravi to, da se da to razširiti. Za bolne živali sem povedal, bolni otroci se postijo instinktivno. Zanimiva stvar pa je tudi, da naprimer vse večje religije poznajo post. A je res, da ni? Je. Krščanstvo pozna post, budizem pozna post, islam pozna post, hinduizem pozna post. Vsi poznajo post. In to so vse religije, ki so stare več tisoč let, ne, naprimer. Ene več, ene manj. In zakaj bi se ena stvar tako vzdržvala, naprimer, ta pojem postenja, vse kako se izvaja ta druga stvar, ampak pojem, če bi bila slaba. Ne? To pomeni, da deluje zadeva. Kjere stvari ostanejo? Rečemo, če govorimo o popevkah, kjere ostanejo ponovati? Tiste, ki so dobre, tisto so evergreeni, tiste, ki so take muhe enodnevnice, tiste ni dolgo časa. No, do tega poznam. To je pa Paracelsus, ta je srednjeveški zelo poznan zdravnik. Glede, kaj je ta rekel? Postenje je najboljše zdravilo. Glede, različni modri ljudje isto govorijo. Nikola Tesla, na primer, ga tukaj zdaj nisem gor dal, isto se je pustil. Albert Einstein je poznal post, na primer. Zaprav, zelo modri ljudje so to uporabljali zato, da so
prišli bolj v stik sam s sabo. No, kakšne koristi nam prinese lahko postenje? No, tukaj me pa res zanima, kaj želite. Več energije. Super. Kaj še? Boljše počutje. Vete, zakaj? Če nimaš dobrega motiva, zakaj bi se pustil, a vete, da se ne bi. Jaz sam, a vam po prvic povem, kaj sem jaz razmišljal, ko sem prvič slišal, da organizirajo kje skupinska postenja in da je celo to se plača. Jaz sem rekel, da bom jaz bil lačen, pa še plačal, ni šans. Lejte, dokler nisem imel težav. Takoj sem takrat spremenil. Začel voditi v tujino. Ja, nisem mogel v tujino iti, pa dobro plačati, da me izbrihta, no, da vsa zadeva. Lejte, najbolj bistvena stvar je tole. Pa navedene so samo 3 stvari tukaj. Ena stvar je, lejte, srčno-žilna obolenja so na prvem mestu smrtnosti. Poznamo, srčno-žilna obolenja, razne kapi, možganske kapi, srčne kapi, arterioskleroza in tako naprej. Na prvem mestu smrtnosti. Na drugem mestu smrtnosti so rakava obolenja. No in tretja stvar, zdaj se vedno več govori o tem, da na primer z leti začnejo upadati možganske funkcije. Se pravi, da enostavno začnemo, kot mač povedati, pozabljati in o demenci se veliko govori, sladkorni se veliko govori, ker z leti se vedno raje pojavlja demenca in sladkorne pogosto v povezavi. Dajte, če vam rečem to, da post zelo zmanjša zato, da se pojavljajo takve stvari, da se nam sploh zgodi kaj takega, potem se velja to o tem razmisliti. Kaj, če bi pa jaz to le probo pa uvedel v svoj življenjski slog? Ker noben ne zahteva, da morate vse na glavo obrniti, ampak da uvedete neki noter. Dajte, če to, kar sem zdaj povedal, se pravi, da se zmanjšajo srčno-žilne obolenja, da se zmanjšajo verjetnost rakava obolenja, govorimo o verjetnosti. Dajte, to ni na pamet rečeno, to postenje, različne oblike postenja se zelo razlikujejo, zelo raziskujejo v tujini. Ne vem, če ste gledali, leta 2012 je bil posneten dokumentarc na BBC-u. Eat Fast and Live Longer, dr. Michael Mosley. In je šel po različnih inštitutih po svetu, seveda na Zahodu, in je to v bistvu raziskoval, zraven se pa še sam podvrgal tem raznim oblikom postenja. In tam veliko govori, lahko tudi na YouTubeu pogledate, komu je to bliz, kakšni so vplivi na te zadeve, se pravi tole, kot sem rekel, na zmanjšanje rakavih obolenj, srčno-žilnih obolenj in tako naprej. In zato je zanimiv, kako post pravzaprav deluje. Tukaj vam bom pa raj na primeru povedal, da ne bo preveč dolgočasno. Pa mogoče bom rekel, malo zaprite oči, pa si predstavljate eno situacijo. Rečemo, da imate prehrano tako organizirano, seveda, da je to futuristično mečken maškamo, ne? Da imamo prehrano tako organizirano, oziroma da imate to prehrano organizirano, da vam en tak dostavljač hrane dostavlja hrano vsak dan. In ne samo vsak dan, večkrat na dan, 3-krat, 4-krat, 5-krat in vedno veliko vam prinese. Super, a ni to fajn, neč ne treba razmisliti, mi se samo sedemo za mizo in pojemo in uživamo. Ampak ker je hrane toliko veliko, kaj bi naredili potem? Pa rečemo, da ste malo špagani, da se ne zdi škoda stran metati. Verjetno bi začeli hladilnik filati, nekam ponositi. Pa sebe, malo bolj bi jedli, pa malo bi tako shranjevali. Super, ta hrana se nabira, vedno več jo je. En dan se pa zgodi, da tega dostavljača enostavno ni. Zdaj, kaj se mu je zgodilo, zato kaj se je odločil, da ne bo več vozil, to je zdaj druga zgodba, ampak enostavno ni ga. Kaj bi pa zdaj naredili, če bi bili v taki situaciji?
Ali bi kaj pogledali po zalogah? Bi začeli iskati, ne, mislim, tako porabili vse živo, do konca, tudi kakve stare suhe škorje kruha, ali kaj tazga, ne, še malo sir, če bi bil malo plesno, bi malo obrezno, ne. No in hladilnik bi bil počasi prazen. Lejte, tako bi bili vi pametni, oziroma mi pametni, da bi tole naredili v takem slučaju, tako je tudi narava zelo pametna. Rečemo, mi smo se razvijali skozi tisočletja, 100 tisočletja in tako naprej. In tako kot raziskovalci pravijo, je bilo v naši zgodovini, naši predniki so imeli veliko več obdobij, ko hrane ni bilo, kot ko je hrane bilo. Tako da smo se mi razvili na ta način en določen mehanizem, da je potem, ko rečemo, naš organizem nima hrane, tako da smo ga na ta način vnašali, da je začel iskati po telesu rezerve, kje bi lahko najdel, rečemo, kaj se gradnike za obnavljati, regenerirati se, kje bi najdel energetske rezerve in tako naprej. To je prav sistem. No in vedete, da je leta 2016 podeljena bila Nobelova nagrada prav za odkritje tega principa in pojasnitev tega principa. In temu se reče autofagija, to je tuj izraz, v prevodu bi se to reklo samo jedenje, se pravi, naš organizem začne samega sebe jesti, pa ne se ustraši tega, da samega sebe je. Poje tisto, kar mi ne rabimo, kar je odveč, kar nam škodi, normalno. In kaj mislite, kaj je v našem organizmu odveč? Maščoba, v redu. Ampak nekaj drugega je še bolj odveč. A vete, da se vsak dan, pri vsakem zdravem človeku, govorim zdravem človeku, ustvari približno, tako pravijo podatki določeni viri, 40.000 rakavih celic pri zdravem človeku. No in to mora naš organizem nekako neutralizirati, drugače se nam slabo piše. Če je nekdo boln, se pravi, da ni ravnovesje organizma najboljš, potem je ta situacija še bistveno slabša. No in ta proces autofagije je ta, da pravzaprav naš organizem začne izrabljati te rezerve, se pravi tisto, kar je odveč, začne uporabljati, razgrajevati rakave celice, odmrle celice, poškodovane celice, jih razgradi in ponovno uporablja. Kako bi se reklo z enim sodobnim izrazom temu, kaj pravite? Reciklaža. To je reciklaža, to je rečemo v komunali zdaj zelo poznano, zelo izraz, ampak narava to že zelo dolgo pozna. Uporabi tisto, kar je še za uporabiti. In izloči samo tisto, kar ni več uporabno. Glede, tukaj piše post in vrstni red porabe zalog. Pogosto slišim od ljudi, takole pa tudi v določenih medijih ali pa revijah, včasih se kdo najde pa da napiše, v bistvu, da se med postom začnejo, da je zelo velika nevarnost, da se začnejo kuriti vitalne strukture, to pomeni mišice, notranji organi, da nam rekel celo možgani in tako naprej. Ste mogoče že kdo slišal to, da včasih kdo s tem straši, no? Glede, jaz se postim že res kar velik let, rečemo od 2008 organiziramo skupinska postenja, ne? Sam sem se zapustil že veliko prej. Se vam zdi, da mi kaj manjka, da sem kaj podhranjen? Ne, ne. To pomeni, da to ne drži čist. Glede, s tem, tako da boste vedeli, kako je s tem, pa to nevarnost in tako naprej. Spet se bom mečkano v prazgodovino vrnil. In zdaj si predstavljate enega, rečemo, da so bili lovci, pač v določenem obdobju v prazgodovini. Včasih so ujeli kaj, potem pa dolg časa nič. In tudi živali v dojini isto tako. Včasih ujamejo kaj, naprimer te, ki so na meso, potem pa dolg časa nič in potem spet kaj. No in glejte, ali bi lahko nekdo, ki lovc, ujel neki hrano si, če bi, naprimer, enostavno ne bil sposoben, zato ker je izgubil mišice, ker mu možgani več ne delajo in tako naprej. Zelo mehna možnost.
Če bi se to zgodilo, bi človeška vrsta izumrla. Enostavno, ker ne bi bila sposobna se preživeti. Tako da je narava spet to zelo modro naredila. Lejte, prva stvar, ki se zgodi, na primer, ko greste na post, je, da se uporabi glikogen iz jeter in mišic. To je tista zaloga, tako ko je za 24 do 36 ur približno, to je za nahiter nekaj. No, potem šele se pa začne ta proces, ki sem ga prej omenil, autofagija, se začne kuriti lastne okvarjena tkiva, celice in tako naprej, tisto, kjer je odveč, ker tako in tako dela zgago v telesu. In to telo reciklira, bom kar tako rekel, na ta način. No, potem so zraven še maščobne zaloge, ki je na gospa omenila, zdaj ne, ste omenila. Maščobne zaloge sočasno tečejo, se pravi, da se uporabljajo. In teh maščobnih zalog običajno imamo za zelo dolg časa. No in tisto vitalno, tisto se pravi vitalne strukture, mišice, da začnemo zgubljati zaradi postenja, to pride šele potem v vrsto, ko se porabi prve 3 točke. In temu se reče glukoneogeneza, se pravi, da se iz telesnih beljakovin delajo energija, ustvarja energija in tako naprej. Se pravi, ni nevarnosti. Mi niti ne promoviramo, da bi se par mesecev pustili. Zdaj govorimo o do enega tedna, mogoče 10 dni ali nekaj kazati. Ali pa 3 dni tudi za začetek, da dobite izkušnjo, kako to zgleda. No, glejte, druga stvar, zdaj sem en princip o autofagiji govoril. Druga stvar, ki se med postom zgodi tudi, tako ki je zelo ugodna za naš organizem, bom pa spet na primeru povedal, ker se mi zdi, da je boljši. Za inzulin, kdo pozna inzulin? Kaj je inzulin? Hormon. In kaj ima nalogo, tako mi grede v našem organizmu? Inzulin je najbolj poznan po tem, da je tisti hormon, ki, kako bi rekel, lifra ven, bom po domač povedal, iz krvi sladkor. To je glavna naloga. Zdaj pa kako to deluje? Ne vem, če se dobro vidi, to je ena diskoteka. A ste že bili kdaj v kakšni diskoteki? Ampak spomnite, sam da imate izkušnjo. Se pravi, kaj je tam? Zelo je glasno se skupaj, ne? Vsi kričijo, ker se poskušajo kaj med sabo dogovoriti in je strašen hrup, ne? Zdaj pa si predstavljate, da zagledate tam nekoga, ki ga poznate in ki mu morate nujno nekaj povedati. No in greste do njega in mu poskušate povedati. A ste že bili kdaj v takej situaciji, da ste v hrupu hodili nekaj dopovedati? Kako ste se počutili? Kako? Nemočno. Kako ste lahko prenesli tistega, kar ste hoteli povedati? Zelo bolj kazali, ne? Pa tako, zdaj se je, ali on razume ali ne razume. No, kako je bilo z vašim glasilkam ponovati po takem večeru? Zahripan ponovati, če ste si mogli. Kako je bilo z tem, koliko ste slišali, potem ste vam prišli? Malo je zvonil, ne? Zdaj si pa predstavljate, da je taka situacija, tak hrup, ne en večer, da ste bili takole, ampak da je to vsak dan, od jutra do večera, da živite v takem hrupu, bi bilo zelo narobe, ne? Se pravi, sigurno bi nekaj s sluhom bilo narobe, z vašim glasilkam bilo nekaj narobe in tako naprej. Zdaj, kaj ima to veze z inzulinom, kar zdaj govorim? No, to je zdaj, ker ta poskuša nekaj povedati, ne pa. Inzulin je pravzaprav, gledajte, predstavljate si, da je sladkor, zdaj bom sam, to je prispodoba, pa to, kar sem zdaj povedal, sladkor v krvi, se pravi, je glasnost. Se pravi, koliko je glasnost zvoka v enem prostoru. In več je sladkorja v krvi, bolj je glasno. Inzulin je pa pravzaprav tist, ko se vi hočete pogovarjati, pa prinesti sporočilo, rečemo nekomu, ko ga poznate, ne? In bolj je glasno, več je sladkorja v krvi, bolj bi mogla biti kričati. To pomeni, da mora biti v krvi vedno več inzulina. Veliko več inzulina, kot bi bilo normalno, ne? No in kaj je posledica? Glasilke vas bolijo, ne? Pa lahko na koncu. To pomeni, da v bistvu vaša trebušna slinavka ima probleme s tem, da proizvaja da je dosti glasna, to pomeni, da proizvaja dosti inzulina.
Glede, če se to zgodi en večer, prava figa, ampak če pa to dan na dan, slejko prej bo ta trebušna slinovka poklekla in bo je težava. Ne? In iz tega pride, vam je poznana stvar, da je vedno večje težave so z inzulinsko rezistenco, se reče. Glede, ljudje še nimajo sladkorne bolezni, ampak imajo že povišen sladkor in povišen inzulin konstantno, kronično. Pa ampak tako ljudje se to lažejo, pogledaj, koliko imajo glukozo, grejo v laboratorij in pogledajo, to je tam 3,6 do 6,1 milimola na liter je, no in rečemo, jaz imam 5,9 milimola na liter, vse pa v redu, pa sem pa dober, nimam povišenega sladkorja. Ja, to je že stanje pred diabetesa. Ne? Zdaj, naprej, da boste videli, kaj to pomeni, če imate stalno, kronično povišen inzulin v krvi. Za inzulin je znana stvar, da je anabolični hormon in, koga že piše, spravlja glukozo iz krvne celice. Zelo je pomembno, da pospešuje vnetja. Glede, če je normalna raven inzulina, ni noben problem, ampak če je pa povišana raven, pa pospešuje vnetja. Boste rekli, kaj pa je to polk tazga, če pospešuje vnetja? Ja, pa je. Glede, v ozadju vsake bolezni je vnetje. Zdaj mi ne morete povedati ene bolezni, ki nima v ozadju vnetja, ki je podlaga vnetje. To pomeni, da si s tem, če imate povišen inzulin, se ustvarjate boljše pogoje za razvoj najrazličnejših bolezni. Pač odvisno. Ena je tak itis, ena on itis, itis je končnica imena bolezni, če je vnetje. Potem zelo vpliva na presnovo inzulin. Kaj to pomeni? Če imate visok inzulin, se ponovadi začnete rediti. In težko shujšate, ne morete shujšati. Koliko hitro imate povišen inzulin, ne morete shujšati. Naslednja stvar, vidite, ustvarjajo se rezerve in hrambo tolšče, to dela inzulin. No in ta stvar, ne pozabiti, zelo vpliva na raven drugih hormonov. Ženske zelo pogosto se zdaj sliši, naprimer, da imajo težave s ščitnico. Naprimer. Moški imajo naprimer, težave s spolnimi hormoni, se pravi, da testosteron pade. Ne? In a veste, kako izgleda, če pade testosteron pri moškem? A kdo ve? Vam jaz povem iz svojih izkušenj, ker sem jaz to pri sebi začutil, mislim. Moški dobimo to joške. Ne smem tako govoriti, mislim. Pardon. Sem vam pozorim, da ne smem tako govoriti. Tako, ko je Boris Kobar, ne vem, v enem stand-upu govoril, naprimer, ki je opazil na to temo, ki je opazil pri sebi določene spremembe, ko mu niso bili všeč, in je dobil, rekel, gledam se jaz v ogledalo, v špegu, in vidim, da imam takole, dvojko je rekel, dvojko imam. Kot moja žena, mislim, več kot moja žena. In potem tukaj zraste, pa trebok tako, pa imam ženskih oblik in, naprimer, kaj se tudi, kar se tiče spolnosti, se zadeve precej spremenijo in tako. Ženske pa druga stvar, pa vpliva, naprimer, na estrogen in te ženske hormone, da pač zadeve drugače delujejo. Vse to poznate, naprimer, že tako, ker se pride v menopauzo, je cela revolucija. To, kar zdaj govorim, zaradi tega, ker imamo napačne življenjske navade, pa še bolj vpliva, tako da nas še bolj tunka navzdol. Telesna teža, da ne bom pozabil, telesna teža je kar pogosta stvar. Mislim, pogosto se v zdajšnjih časih ljudje so pozorni na to in imamo težave v zvezi s tem. Jaz sem rekel, da sem imel toliko let nazaj skoraj 90 kg, to pomeni 12 kg več, ki jih imam zdajle. In če ne bi spremenil takrat, jaz bi imel zdajle sigurno čez 100 kg, ker imam pač tako konstitucijo, tako dedne zasnove in tako naprej in bi šlo v to smer. S tem načinom, ko ga imam zdaj, enostavno nimam nobenih težav s telesno težo. Ali zanima, kakšne so skrivnosti v zvezi s tem? To je zelo interesantna tema, ponovno. Je že kdo bil na skuševalni dieti? Kjer? 1, 2, 3.
In je deloval, povejte. Koliko časa? Ja, pa pol. Pa se pa nazaj vrde, ne? Skupna stvar raznim izkuševalnim dietom je ta, da ko potegnete črto, ne delujejo. Zmeraj se vrneš nazaj. Jojo efekt temu pravijo. Se pravi, gor, zgubiš težo, pa nazaj. Zgubiš težo, pa nazaj. Zdaj, kakšen je časovni interval, to je pač odvisno od primera do primera. Mit številka 3. Za doseganje ali ohranjanje priporočene telesne teže je nujno, da smo na skuševalnih dietah. To je mit. A vete, to je zelo komercialno zanimiva stvar. A vete, to vsi mediji, zelo veliko je tega napisanega, razni skuševalni čaj in tako naprej. Ker zelo na hitro v mesecu zgubiš 200 kila, pa tam nisi malo pretiraval, ampak je pa vse bolj, ima druge namene, no, kakor pa da bi res delovali. In spet je fajn vedeti, kaj povzroča previsoko telesno težo. Imate kakšne ideje? Kako? Si se zamršen. Špajza, preveč jesti, preveč hrane, ne? Tako kot tisti dostavljač tam, ne? Ko kar naprej nam dostavljamo, mislim, tisti dostavljač smo mi sami, ko se mi sami filamo, ne? Ne samo to, ko je potrebno, ampak veliko več, ne? Ponovati in tudi obilno bolj, ne? Premalo gibanja, super. Še kje se kjer spomne? Sorazmerje med vnosom in porabo energije. Tudi, res je. Stres je ena omena. Bravo. Premalo spanja. Tudi vpliva. Neprava hrana, smo rekli, ampak še nekaj treba dodati ob nepravem času. Vete, velika razlika je, ali vi hrano pojeste, rečemo, isto stvar zjutraj, ali pojeste zvečer pred spanjem. Če boste isto stvar pojede zjutraj, ne bo kaj hudega, boste pojede isto stvar zvečer pred spanjem, se vam bo zelo poznali. Lahko, večja verjetnost je. Premalo gibanja je bilo omenjeno. Hormonsko neravnovesje, to ste slišali. Ščitnica, ne, je poznana po tem, da če so motnje delovanja ščitnice, je pogosto nastane težava s telesno težo. Ampak, gledajte, zdaj bomo pa zakrožili nazaj. A veste, prej sem omenil inzulin. Inzulin zelo moti delovanje, se pravi povišan inzulin, zelo moti delovanje ščitnice. No, pa smo prišli nazaj. Se pravi, treba je nekaj narediti s tem, da se zniža. Med postom se raven inzulina, glukoze, holesterola, trigliceridov zniža. Preveč strupov v telesu. Se pravi, enostavno nabrali se je, takih in drugačnih. No, pa so pa še ene, ki so povezane, ena omenila stres. Vete, stres je spet ena tematika, ki je zelo široka. Zelo je odvisno, vete, dva človeka se na isti dogodek odzoveta čisto različno. En bo super se počutil fajn, en bo pomiril od straha, stresa in tako naprej. A poznate kak primer? Tako, vam kar povem, dva bota skočila iz podala, ne? In en je, ali kakšna je razlika sam med njima? En je skočil 100-krat že, ali pa 1000-krat, en je po prvi skok, ne? Se pravi, ki je drugačno odzivanje. Glede, to je fajn, da se zapomnite. Inzulin drži mas pod ključem. Ne morete skušati, če imate visoko vrednost inzulina v krvi. Ni šans. Se žih na glavo postavite. Enostavno tako smo narejeni. Inzulin lahko zmanjšate edin tako, da zmanjšate sladkor. Sladkor pa lahko zmanjšate tako, da ne jete stvari, ki dvigujejo sladkor. To so pa sladkarije, sladke pijače, krompir, žitarice, ogljikovih hidratov nasploh, ki jih je treba zmanjšati. No, vedete, to je zdaj zelo nakratko, kaj se dogaja, rečemo, jem hrano, se inzulin dvigne in v jetrih se potem shranjuje sladkor, ustvarja maščoba.
To je avtomatično višek, ker smo preveč pojedli, se ustvarjajo rezerve, koliko smo prej videli sladili. In, naprimer, takrat, ko ne jemo, se pravi ni hrane, inzulin pade in začne se porabljati zaloge. Tako smo naredili, tako nas je narava naredila. Zdaj, sam pametni je treba biti in to upoštevati. Edin, ker imamo mi en tak poseben gen, zato da, če imamo mi hrano pred sabo, mi moramo jesti. Ali to je pa tisto. In tukaj pa prije tisto, da se je treba mečkant navajati, samega sebe. No, mogoče sam še tolikle, tisti sem omenil, kar se tiče inzulina, povišen inzulin, kaj povzroča. Rastni hormon, ste slišali, rečemo tudi hormon mladostnega videza, se pravi mladosti. In povišen inzulin znižuje rastni hormon. Druga stvar, na ščitnico deluje in v bistvu se zaradi tega redimo. Kortizol je stresni hormon, se pravi, ker se povišuje, ko smo v stresu, takrat iščemo hrano, nekaj hitrega, nekaj za nehiter. Vse poznate, ko ste živčni, takrat nekaj sladkega, tako čokoladka. Poznate to, pa nekaj bombonček, nekaj. In seveda se zaradi tega tudi redimo, ne? No in tukaj je zanimiva še ena stvar, leptin. To je pač spet en hormon, ki ima nalogo, da ko imamo dosti, da smo sit, da nehamo jesti. No, inzulin to naredi, da enostavno ne čutimo signalov, da imamo dosti. A sigurno ste že kazga srečali, on je vstal od mize, ali pa vstal od mize in že išče hrano naprej. No, to je to. Si lačen spet, no. To se pravi rezistenca na leptin. Problem v zvezi s temi sluševanjimi dietami, kaj mislite, da je? V bistvu je sam to problem, da ljudje rečejo, jaz se bom tega držal za časa diete, potem bom pa šel na staro, tisto, kar sem prej počel. Ne, dieta, različne so, delujejo, ampak potem, ko greste vi na tiste stare navade, se bo spet staro stanje vzpostavilo. To pomeni, da mora biti zadeve bolj trajne. Se pravi, to ne bo dobro. V glavnem, ni druge rešitve, kakor da se vzpostavi zdrav življenjski slog. Se pravi, stalno, ne samo počasno. Vsak dan. To, kar vam zdaj govorim, jaz sam živim. In če jaz lahko to, lahko vsak. Tako da, zdaj bi pa jaz predal Heleni besedo. Ja, se pravi, v bistvu zdaj že kar nekaj stvari veste, ne? Se pravi, zakaj bi se dobro postiti, kaj bi vam to lahko dobrega prineslo. Zdaj pa se daš vprašanje, kako bi se lahko sploh prostili. Zdaj spet le en gospod, tudi iz teh grških časov, mogoče kdo ve, na P se začne njegovo ime, ker znan, ja, bravo, Platon. In Platon je rekel, postim se za boljšo fizično in duševno učinkovitost. Zanimivo, da recimo še en grški filozof oziroma znanstvenik Pitagora je pa celo imel tako filozofijo, da vsi njegovi učenci so morali, preden so prišli k njemu na učenje, so se morali pustiti. Drugače sploh ni sprejel svojo šolo. Zelo zanimivo, ne? Zdaj pa, kako bi se človek sploh lahko pustil? Se pravi, nekaj smo že našteli, se pravi, eno je vsak dan, se pravi, eno je tisto, kar je drago omenil, da se lahko vsak dan malo podaljšamo tisti čas, ko ne jemo, ne? Se pravi, če želimo, to je en način. Se pravi, kaj še zdaj omenil, ker se tiče ogljikovih hidratov, da to mogoče, da si vzamemo kakšen dan, ko tega sploh ne jemo. Se pravi, kaj pa lahko jemo potem? Če ne jemo ogljikovih hidratov, potem kaj nam še ostane? Sadje, zelenjava, pa nekaj beljakovine, ne? Ja. S tem, da pri beljakovinah to je posebno poglavje, zdaj spet jih ne sme biti preveč, saj ne živalskih, ne? Ker potem si spet povzročamo lahko škodo. Mora biti v manjših količinah. Seveda se je potrebno na post malo pripraviti, ne? Verjetno. Posebej, če bi se bolj odločili, da bi en dan se postili, en strek, da se celo en teden. Bravo, super. Jaz v bistvu moram reči, da me je vedno strah postenja. Jaz nisem nikoli mislila, da se bom jaz zdaj postila, da bom celo v bistvu sovodila postenja. Ne? To ni bilo kot prvih 100 želja v mojem življenju. Ja. Tako da tudi drago se to ni planiral sam, ampak je tako nekako najo življenje prineslo. In kot sem vam rekla, nimamo idealnih genov in sem moral veliko delati za to, da sva zdrava in da
vzdržujeva dobro telesno težo. In seveda, ja, če se želimo pustiti recimo 3 dni ali pa en teden, recimo pa nas imamo 3-dnevna ali pa 8-dnevna postenja, tudi mi, da se ponavadi pustiva recimo en teden, maksimalno 10 dni, se je potrebno pa na to malo pripraviti, ne? Se je treba pripraviti, potem izvedemo to, potem pa počasi spet nazaj pridemo, ne? Tako nekako gre ta cikl. Ampak zdaj bi jaz v bistvu, ker imamo tle, kot sem že rekla, ene gospe, ki so se pri nas že pustile, in Mojco prosila, če mogoče ona malo pove, kako je bilo pri nas, ko se je pustila, oziroma kako je to izgledalo, kako je mogoče se pripravila, kaj je dobila od tega postenja, kako je izgledalo, tako da bo ona povedala, da ne bom mogoče, potem pa še jaz mogoče kako stvar povzela, tako da lahko prideš kar sem. Prišla do tega, jaz sem hedonist, gurman, zelo rada jem, zelo rada dobro jem. Jaz tudi. Posledice pač verjetno tega življenjskega sloga in tudi stresa in vseh ostalih zadev mi je pripeljalo pač, da sem imela neke težave. Zdaj, kako to z uradno medicino nekaj časa gre, oziroma če hočeš še nekaj več, oziroma želiš še kaj več, mogoče tudi sam kaj več narediti, razen za kakimi tabletami in temi zadevami, sem prišla tudi do Dragota in do Helene. Zdaj, ko sem prišla prvič tam, ni bila zadovoljna z mojo sliko in z mojim zaobnim trebuščkom napetim. In prvo, kar mi je rekel, gospa, če bi bil jaz na vašem mestu, bi nekaj jesti. Zapravo, prišla sem na posvet, ne, najprej si prišla samo posvetovati. Ja, samo posvetovati. Ni vedela še kaj čaka, kaj je drago. Mislim, da stavek se mi sicer ni dopal, ne, ampak mislim, če si nastavljati pred dejstvo, potem pač poslušal vsak naslednje, ki tega nekdo vraz sploh, če je kompatibilen, kot sem ga jaz pač malo preizkusila, ne, nisem šla kar tako, ne. No in tako se je potem začelo, predlagal mi je 3-dnevni post. Ampak, a se tam nas čist nič ni, ali se kaj dobi? Ful si je. Mislim, tako kot vam rečem, jaz zelo rada jem in jaz na teh 3-dnevnih postenjih, bila sem že 6-krat, zdaj aprila grem 7-ič, zdaj smo že malo podaljšali, 4 dni, ne. Dejansko, lačen nisi niti sekunde. Mislim, to jaz govorim iz svojih izkušenj. Mogoče telo katerega drugega deleženca drugače malo reagira, je slabše volje, ok, tudi nihanja so čustvena, to so. Mogoče tudi, če bo še katera druga povedala, če je bila kaj lačna, jaz res nisem, ker Helena odlično pripravlja razne smutije, juhce in tako naprej, tako da ne govorimo čaj. So te preveč pričakovali, ne? Ja, ne, jaz povem, jaz sem malo izkušen. Se moramo zdržati na 500 ali pa 600 kilokalorij za to, da so zdravstveni učinki. Ampak je načine toliko in do tega, da... Ja, tako, v bistvu delamo skupaj sveže sokove, ne? Ampak v bistvu bolj smo na tekoči hrani, ali smutih, pa juhcah, predsejenih juhcah, zelenjavnih, čajih, sokovih. Da ni, da bi zdaj spet, ne, zdaj mogoče, da ne boste dobili napačno, nismo sam na vodi, nismo sam na čajih, ampak ne, ampak na okusnih juhcah. Ja, tako se pa trudimo. Tako se pravi, sočenje, ni delcev ni, ne, veliko, ne. Ampak dan je tako zapolnjen, od jutra do večera gre se v gost po 2-3 ure, se gre na sprehod, so predavanja, skupaj se pripravlja hrana, se čisti sadje, zelenjava, se kuha, se soči, se čili čisti. Tako da v bistvu je dan zapolnjen, oba imata dost še drugih različnih talentov, naprimer Drago igra na gonge in zvečer nas potem uspava tudi v to zadevo, tako da ne vem, to je za mene psihična in fizična regeneracija. Ko sem po prvem postanju, ko sem prišla domov, ko sem začutila fizične in psihične spremembe, sem rekla, ok, to je to, se pravi, deluje name in tako da jaz bi zdaj 2-krat na leto, spomladi in jeseni, to mi je nekako kot nek ritem življenja, da se pripravim na zimo oziroma da se čistim zimskih teh raznih dobrot in mislim, jaz sem tudi drugače diabetes tipa 2. To je bila tudi ena taka zelo pomembna zadeva, kar se mi je potem sladkor uravnal. Tako da ne vidim dobenega razloga, da bi s tem prekinila. Super, hvala Mojca, hvala za tvojo izkušnjo.
da, ja, v bistvu sploh ni tako grozen, kot kar zgleda, ne, tale post. Jaz sem tudi to ugotovila, takrat, ko se je Drago prvič postil, sem mislila, joj, to jaz ne moram, ne, in Drago, po 4. dnevu posta se je boljš počutil kot jaz, nisem bila na postu, sem rekla, jaz to hočem in moram probati. Je pa tako, da seveda, če boste se za to kdaj odločili, je fajn, da se človek malo pripravi. Če recimo ste vegetarijanci, potem lahko gledate že zelo hitro, že naslednji dan na pošt, če ste vse jeti, mogoče malo dlje časa, da določene stvari, bom rekla, iz svoje prehrane izvzamete, odvisno od vašega zdravstvenega stanja. Zdaj, če so kakšne bolezni, potem potrebno še en poseben pogovor, se malo pogovoriti, mogoče kak post tudi prilagoditi. Tako da, bom rekla, vedno je pomembno, da se seznanimo z vašim zdravstvenim stanjem. Tudi za vas je nekako pomembno, da vsak ve, kako se lahko loti zadeve. Se pravi, izločajo se, ko se pripravljamo živalske beljakovine, prečiščena hrana, poživila in potem žitarice in se na koncu nasadijo pa zelenjavi, nekako zadnji dan preden greš, bom rekla, še bolj na nasadja zelenjavo v tekoči obliki ali pa, bom rekla, v obliki smutijev pa gostih jugic. Se pravi, klasični post, se pravi, pri nas gleda tako, oziroma nekako je, da seveda, da imamo sokove, sveže, ki jih pripravljamo, da se jih tudi naučite delati, nekaj smo jih tudi že zdaj prinesli s sabo, in boste malo probali, juhe, seveda je pa pomembno gibanje, pomembno je sprostitev, pomembno je, da gremo malo tudi, bom rekla, stran od doma, od hladilnika našega prepolnega, ne. Tako da imamo tudi druge oblike postenja, recimo polnovredni post po dr. Ostanu, ki ga prakticiramo tudi pri nas, ki je pa smuti, pa gostimi juhami, pa določenimi dodatki, ne, v primeru, če ste recimo starejši ali pa recimo zelo pod stresom ali pa, bom rekla, zelo suhi, potem je treba zadeve večkrat prilagoditi, se pravi, skoraj vsak se lahko posti, razen določeni primeri so, ker se ne, seveda na en prilagojen način, ne, se pravi, z določenimi dodatki, ki vam lahko pomagajo. Zdaj, napake, ki jih lahko naredimo, mogoče bi vas opozorila, teh napak je lahko kar nekaj, se pravi, midva ne priporočava samo recimo post na vodi ali pa suhi post, posebej ne dlje časa, ker ne vemo, koliko zalog imate v sebi. Se pravi, ker če mi smo samo na vodi, pomeni, da mora telo vse, kar potrebuje, dobiti zalog. Zdaj pa danes je problem, da smo vsi malo podhranjeni, nam veliko stvari manjka, ker jemo, kar jemo, ne, in zato to midva osebno ne priporočava. Tudi ne priporočava samo postenje na sadnih sokovih, ker nekateri imajo zelo radi sadne sokove, mislim, sem na pomarančah, pa limona, pa takih stvari. Tudi ne bo dobro, ker se porablja kalcij, ker je preveč sladkorja, se inzulin dviguje in ne naredimo tistega, kar bi želeli. Mi imamo vrt in z vrta veliko zelenih stvari uporabljamo, tako da sem tudi danes šla na vrt ene zelene stvari, tako da je kar v vsakem soku je skoraj malo zelenega. Zeleno je tisto, ki je zelo fajn, se pravi, da uporabimo vse, kar je užitno, da damo v sok. In toliko sadja, da lahko potem to pojemo. Ne? Gibanja, če je premalo, tudi ne bo v redu, ker dejansko potem, tako kot če jemo, pa se ne gibljamo, pomeni, da isto dajemo informacijo telesu, da mi mišic ne potrebujemo. Mi pa v resnici potrebujemo mišice, zato se moramo gibati. Mi se med postom vedno gibljamo in tudi se pravi je pomembno, da se gibljate dovolj. To so recimo te ključne stvari. Zdaj, koliko časa, recimo, mi pa priporočamo, se pravi, od 3 do 1 tedna. Zdaj, zakaj tako? Ker smo rekli, da so ti pravi učinki, se pravi, ta autofagija, ki jo mi iščemo, se pravi, da je šele po nekje prvem ali drugem dnevu, odvisno, koliko imamo tega glikogena v mišicah, ne? Ker mi želimo, da bi se verjetno vsak želi tudi malo maščobe znebil, ne? Pa tudi v bistvu te rakave celice, umrle celice, da se porabljajo. Se pravi, ko pa potem prekinemo, potem moramo počasi spet iti nazaj v hrano. Ne bi bilo v redu, da bi šli po postu na pico, ker bi končali na urgenci. Zakaj? Zato, ker si lahko predstavljate, če smo prej bili samo na sadju, zelenjavi, na sokovi, smutih, potem pa pico, ki je masna, bela moka, če je običajna, v bistvu krče imamo, in ne bo v redu. Moramo počasi, začnemo sadje zelenjavo v trdi obliki, potem dodamo recimo žitarice, če jih jemo, oziroma da to jeva predvsem v dopoldanskem času, ne pa potem zvečer, ker zvečer gre v bistvu potem vse na to maščobo. Žitarice grejo potem v sladkor in potem v maščobo. In na koncu beljakovine. Seveda pa midva
seveda zagovarjava, da je v bistvu postenje del od najnega življenja, medva se vsak dan pravzaprav postiva, medva jeva približno zdaj drago, koliko že ti da ješ? Kršta 16:8 ostane. 16:8, ok. Jaz 16:8, drago je še malo boljši. V glavnem to vsak dan nekaj prakticirava, da to nama je pomembno tudi ta staro pravilo, 3x3, se pravi, da se 8 ur delamo, 8 ur počivamo in 8 ur, kaj še potem ostane. Včasih so rekli, da pač, včasih so rekli 8 ur, kaj, moli, delaj, ne, zdaj ta molitev pomembno, da se človek tudi zna malo v sabo ukvarjati, da ima čas za odnose, za druge, nekako za neke hobije, ne. Ampak to je danes kar težko, ne, se iti tak ritem. Seveda, nama zelo pomembno in kar bi želela poudariti je, da je pomembno, da tudi kaj delamo potem vmes, vsak dan, da to je še najbolj pomembno, ker pustiti se recimo tako, v eni skupini ni noben problem. Ne? To je Mojca povedala in vsi, ki so bili pri nas, da v skupini je tako, to ni problem, ne? Nekateri kimajo. Ne? Teže je to seveda doma, za prvič, ampak potem, ko pridemo nazaj, zato se veliko časa posveti, tudi ko smo, recimo, če bi prišli k nam, se veliko časa posvečamo temu, kaj je potem. Ker glavno je, kako mi vsak dan živimo, kaj vsak dan počnemo, ne? Koliko so polni naši hladilniki. Včasih je fajn, če malo hladilnik spraznimo, pa je čist prazen, ne? Potem je lažje, če nimam čokolade, ne jem. Tako tudi vi verjetno, če se nimaš, ne, moraš človek sam sebe biti iskren, sam sabo in v bistvu potem tako si organizirati življenje, da res je nekako neko ravnovesje, da je neka harmonija v našem življenju, ne? Da ne jemo ne preveč, zdaj pa po drugi strani pa seveda tisto, kar jemo, da je prava hrana, da je res, ne, čim bolj kvalitetna. Se pravi, vse to, tudi seveda način razmišljanja, veliko se tudi delamo na sproščanju, načinu razmišljanja, se pravi, zelo je pomembno, da dostakrat ljudje jemo takrat zvečer, da smo živčni neki, ali pa ko nas kaj muči, pa gremo čokolado jesti, je tako? Nekaj manjka, ali pa ženske, ko imamo pač svoj ciklus, pa gremo takrat nas, ne, ali pa, ne vem, včasih nekdo, ki je nervozan, živčen, bi se mogel nekako pogovoriti s kom ali pomiriti, pa gre jesti. Ne? Se pravi, tudi o tem stvarih se pogovarjamo. Ne? Kaj takrat naredi, da se nekako pripravljamo za to, da bomo vsak dan lahko živeli tako harmonično. Se pravi, možno je, da to sami enkrat sprobate, zdaj ste že kar nekaj informacij dobili, mogoče je še fajn kako knjigo, te knjižnica, imate veliko dobrih knjig, tudi o postenju lahko najdete. Vidva eno zdaj pripravljava, tako da upam, da bo, ne vem, kdaj bo. Tako da si še malo preberete, vprašate tudi tiste gospe, ki so zdaj tukaj, pa kako se one, kako so se tega lotile, tako da dobite čim več informacij. Se pravi, zelo fajn je pa za prvič, oziroma je najlažje, da je pod strokovnim vodstvom, da se naučite in potem lahko sami doma prakticirate naslednje leto ali pa, ne. Zdaj Mojca prav rada pride k nam, ker ponavadi je lažje, če se odmakneš, ne. Če morate doma kuhati, če za ostale, je to težje. Zdaj moški ni treba kuhati, no, ne vem, kakor kdo, ne. Tako da, se pravi, pri nas gotovo boste, oziroma pač pri postenju gotovo boste izgubili kakšen kilogram, gotovo je, da se boste boljše počutili, da se boste naspali, odpočili, tako da je to enkrat, bom rekla tako, če še niste probali, je gotovo zelo fajn izkušnja in gotovo je, da, ker je tudi nova, seveda vas je verjetno malo strah, ampak nikoli ni prepozno za kaj novega probati, pravi, da vsako leto mora človek probati nekaj novega, mogoče leto 100 ali pa kaj drugega, zato da se res lahko naučite. Se pravi, po drugi strani se boste naučili tudi delati vse te stvari, se pravi, pomembno je tudi ta joga, bom rekla, oziroma različne vaje, ki delamo, gongi, sprostitev. Zelo fajn je, da to vzamemo kot darilo. V bistvu jaz, ko sem prvič slišala nekoga, ki je rekel, da je bil post najboljši dopust. Sem tako malo debelo pogledala, sem se kaj pa, ne? Da je bil to najboljši dopust. In to ni samo en udeleženec, ki je to rekel. Ne? Zdaj, zakaj mislite, da je lahko to najboljši dopust? Včasih vidimo z dopusta, smo pretežki, se slabo počutimo, bi rabili še en dopust, je tako? No, iz postnega dopusta odklopa ne prideš ne pretežak, v bistvu si naspan, odpočit, ne? Odklopljen, v bistvu napolnjen z novimi idejami in novimi baterijami. Tako da, mogoče to na kratko, se pravi, ne vem, če vas še kaj bolj podrobno zanima, lahko še, v bistvu, oziroma karkoli, pravzaprav bom zdaj počasi zaključila ta uradni del, ampak z veseljem govorimo na vsa vprašanja.